Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke, v tokratnem dialogu, v katerem po dolgem času znova gostimo znanega Mariborčana, verjetno enega najbolj znanih mariborskih ozvočevalcev, glasbenih producentov in še kaj. Danilo Ženko, dobrodošel. Lep pozdrav. Sem te v redu napovedala, kaj praviš? Pa, bi kaj dodal? Mogoče pretiravaš. Pretiravam? Ja. Ne vem, če pretiravam, to bova razdelala skozi oddajo, če sem res pretiravala, ker po moje sem še kaj premalo povedala zraven. Nadimek tvoj, ta domač, naš mariborski je, pod narekovaji, mariborska uha. Veš to? Si slišal že kdaj to? Zlata uha. Zlata uha. Ti je všeč ta nadimek, Viš, ta da si premalo opis? povedala. Takoj sva ugotovila, da je bilo premalo. Ja, v redu. Mislim, okej. To je pač ena plat mojega življenja. Kaj pomeni, če si mariborsko uho oziroma zlata uha, da slišiš tudi tisto, kar ne smeš, da slišiš vse, da slišiš preveč, da te ušesa bolijo, kadar slišiš kaj, kar ni prijetno? Pa ne, zato ker za temi ušesi je še požarni zid, ne, ki se vklaplja občasno. Ne. Mogoče konstrukcijska napaka človeka je, da nimamo veke še na ušesih, da bi lahko zaprli ušesa, to bi včasih prav prišlo. Ne. Da bi izklopil koga ali kaj? Moteč element. Ne. Potem bi si bilo treba izmisliti daljinec, ne? Se veš, da moški bi ženske, mislim, razlika v gumbih, pa to si slišal že kdaj. Okej, ne greva v te podrobnosti. Vedno me je nekaj zanimalo, kar se tiče ušes in te zlate uhe. Ali drži, da obstaja stvar, ki se ji reče absolutni posluh, ali ga res imaš in kaj to pravzaprav pomeni imeti absolutni posluh? Se pravi, da ne vem, vsako škripanje zavor, veš, v katerem tonu je? Ja, to je absolutni posluh, samo jaz ga nimam. Torej so pretiravali? Zgleda, ja. Jaz imam relativen posluh, če se mi zazdi, v kateri tonaliteti je komad, potem zadanem, če me pa nekdo vpraša, kaj je to ping, pa ne bom vedel. Ne. Če bi zdaj naredila a, ne bi. A je bil. Ampak kateri a pa bova pustila v ganki? Okej, ja. Zdaj, če ne moreš recimo določiti zvoka, ne, se pa da določiti seveda note, ampak kolikor so mi moji skrivni viri prišepnili, sprva nisi znal teh not, kar pomeni, si začel igrati klavir, ko še nisi znal not. Na kak način je to potekalo? Sem se pozanimala pri tvojih domačih. To je spontano, ja. Tudi potem, ko sem hodil tistih par let v glasbeno šolo, je moja mama v bistvu napako naredila ali pa ne, ker mi je naprej zaigrala stvari in jaz sem se naučil ponavljati prej, kot pa prebrati note, kar je za ušesa dobro, za kaj prebrati pa ne. Tako da zdaj v hecu povem, da cirilico berem boljše kot pa note, ne, ampak pa malo zraven otrok, pa malo te partiture, ko sem kdaj spremljal. Ja, se znam, ampak zelo počasi. No, ampak v glasbeno šolo nisi dolgo hodil, si se pa kar nekaj tudi sam učil, ne? Zdaj, ja, klavir recimo vemo, kitaro vemo, ne? Ja. Ampak to je šele začetek. Frulica, ne. Kitari obe, bas in akustično? Ja, kitaro jaz igram tak, da če je kaki žur, pa vzamem kitaro, pa pol malo pojemo, pa tak, to je moj kitaristični domet, ne. Glede klavirja pa najprej tisto malo glasbene šole, pa že v 5. razredu osnovne šole, že prvi bend, pa garaže, pa kleti, pa skos, ne. Pa se pač čez to, ne. Se nekaj naučiš, ne, pa pobereš od ostalih, ne. Fajn je, če imaš bendo nekoga, ki zna več od tebe, da se lahko še takoj, ne, se stvari poglihajo, ne. To pomeni, da si v bistvu kombiniral, da si bil samo uk in v glasbeni šoli, ampak mene zanima zdaj, se lahko človek nauči petja, glasbe, ritma, v kakšni meri ali se more pač nekdo s tem roditi, s tem talentom, s tem darom? Ja, eni imajo pač že ob rojstvu dane večje možnosti, ne, vse je isto pri športu, ne. Da se pa naučiti, ja, valjda, tudi absolutnega posluha se da naučiti, ne. Koliko pa si vadil? Zelo malo. Kaj pa za nastope? Kar je bilo nujno. Jaz na enem nastopu celo narobe komad igral.
Tu sem te čakala zdaj. Kdaj se je to Ker je zgodilo? pred mano en igral Izidor Vročice pase, jaz bi pa mogel Jager pa Jaga in pol sem zaigral Izidor Vročice pase, kar je zelo podobno, ne, ker sem imel pač to v ušesu, ne, in pol sem se na pol komada spomnil, da joj, to pa ni pravi komad, pa note sem imel, ne, pred sabo, ampak pol sem pa zaključek naredil, pol sem pa še ta pravega zaigral. Torej si imel pravzaprav bis, ne, kot se temu reče v glasbenem žargonu, si nastopal še več. Si še ali nisi več aktiven v kakšni glasbeni zasedbi, ker osnovna šola so se začeli bendi, pa srednja šola še bolj, ampak je že recimo, mislim, si še aktiven ali je ta čas že izpet, izživet? Pa meni se zdi, da rock'n'roll je ena taka otroška bolezen, ki pač pol vidiš, da mogoče pa ni nujno, ne, ampak igram bas v eni bistriški zasedbi, je Bela cesta, tak, ker so fajn fantje, no, in deklina in se imamo vrijo. Ampak to je tak neambiciozno, mi ne bomo spotov snemali, pa plat ne bomo več snemali, pa nič ne treba. Ampak te ne mine, ne, to hočem povedati. V bistvu ostalo je pri tebi že iz najstniških let naprej in te ne mine. Ne. Se ne moreš naveličati tega. Torej glasba je kot droga, ali je to oder, ali kaj je, ne, ko se primerja dostikrat. Ja, seveda, če nekaj kontinuirano delaš, je to droga, ne, ali ni? Ne. V tvojem primeru je postalo to, kar imaš srčno rad, dejansko služba, ne, ampak do tja še prideva. Ko sem rekla srednja šola, v tistem času menda, ne vem, ali pa je to bilo v začetku 80-ih let in zdaj pridemo do trenutka, ko naredim, so mi prišepnili, da se je zgodil en zelo poseben nastop, ne, ker kot recimo instrumentalista te poznamo, celo kot back vokalista te poznamo, ne, ampak nekaj me je pa res presenetilo. Danilo Ženko je repal. Kaj si repal? Kdaj si repal? To pa niso bila 80, to se repa še ni bilo v 80-ih, to so bila 90. Ja, imeli smo en band in na koncu smo potem, je bil en rep, ja. Se ga spomniš, ga zmoreš ponoviti stavek dva? Ne. Kaj pa je bila priložnost? Čaki, ne, še en rep je bil pa prej, to pa meni se zdi tako, če bi pa šel v zgodovinsko gledati, pa je bil en od prvih, mogoče celo svet. Ja, to pa je bil rep o prvem Črncu, ki je šel na Triglav, to je bilo to, ja. Ampak to je bil band, ki je trajal, ne vem, leto pa pol pa smo šli po svoje. Se pravi, Muha enodnevnica, tega je namreč v Sloveniji zdaj kar dosti. Muha ali Komar ali vse eno. Ko rečemo Muha enodnevnica, ne, ali pa gremo po svoje. Hočem povedati, da vsak drugi v Sloveniji, praviš, da se da delno naučiti, ampak vsak drugi v Sloveniji se mi zdi, misli, da pa kar zna nastopati, da pa kar zna peti, da pa se kar zna z glasbo ukvarjati, ker ima dovolj denarja, da, ne vem, si najame studio, posname kak singl. Se pravi, kakšno se tebi recimo zdi to razmerje, ki si na eni in na drugi strani veliko tega doživel, ne? Ljudje, ki res znajo, ki so muzikalni, pa pač ljudje, ki imajo, ne vem, potrebo po pozornosti, pa si plačajo, pa naredijo svoj singl. No to, ja, taki grejo. Koliko je recimo takšnih primerov? Taki grejo pol na te neke talente in to. Drugače pa se mi zdi, da raste to, kar je dostop do materialov, se pravi in do not in do posnetkov, do tega je danes tako enostavno, da je kvaliteta mladine, kak igrajo in kaj igrajo, to je šlo gor, ne, to je vedno boljše. Pogrešam pa v tekstu malo več pritoževanja in včasih so rock bendi čez sistem pluvali, družbeno so prepovedali njihove plošče in tako naprej, ne. Danes pa se mi zdi, da so tam mali kar zadovoljni z svojimi temi stvarmi. Se pravi, globine manjka. Kaj pa sama kvaliteta glasbe? Ja, pa besedni zaklad, recimo, ne. Branje, ki se danes tako dela, ne? Ja, no, ja. Kaj pa sama kvaliteta glasbe? Recimo, pač občutek je, da če nekdo nekaj zapoje mimo, da danes se pač z računalnikom da vse popraviti, da se da z efekti vse popraviti. Koliko tega drži? Se da, ja, vse zato pa manekenke snemajo plošče, ne. Mislim, pa se to je že stara stvar, da se intonacija popravlja, da se ritem popravljati, to gre, ne, ampak mislim, da to
to je to pol na kratek rok, ne, ker preko slej se stvari, no, kako se reče, Ne vem, izvenijo, ne vem, katero besedo iščeš. razkrijejo, no, to, ne, tako recimo Mili Vanili, ne, ko sta dva glumila, ne, snemali so pa eni drugi, ne, do trenutka, ko je na enem koncertu playback zaštekal, ne, ne, zdaj pa zapoj, ne. Kaj pa copy-pastanje, štancanje oziroma plagiatorstvo, je tega res veliko, ni tega veliko, je seveda je. Je sploh recimo možno v glasbi ne ponavljati, ker pač verjetno ne obstaja, ne vem, neomejeno količino akordov ni, ne? Zelo težko neko novo melodijo si izmisliti, pa da ne bi bila vsaj malo podobna neki že obstoječi. Si imel kdaj tak primer? Poznaš koga? Ne bom zdaj. Razkrival. Prav, obdelal in sproduciral si veliko singlov, si ogromno albumov za zelo različne glasbenike. Prvo bom rekla število, ne? Ampak število je zmeraj nehvaležna ocena, razen če res imaš preštete. Ponavadi pa pravijo, da se prvega ne pozabi nikoli ali pa prve plošče, kakorkoli, ali pa plate, ne? V tem žargonu. Ali veš, kdo je bil prvi? Koga si najprej obdeloval na ta način? Prvi, ki sem ga snemal v studiu, pa da je ploščo izdal. Mislim, da je bila Svetlana Makarovič z enimi šansoni. Mislim, da je bilo to. Se pravi, imaš do tega prvega izdelka kakšen poseben odnos ali ne? Ali je odnos zmeraj enako od takrat naprej do danes? Mislim, ne, ni to tako. Ni to tako pri ljubicah, pri ljubčekih. Je bolj tak. Je pa glasba, je ljubezen? Ja, seveda je. Ja. Ne, ampak zdaj bi pa prav nekaj gojil, da te prve, ne. No, prav. Mislim, ker so pol prišle še druge in drugačne in ko pa vem, takrat, ko sem šel na Radio Maribor, pa sem pol delal v glasbenem studiu, v tistem času se je kar nekaj dobrih stvari posnelo, no, v tem zgodnem obdobju. Se naveličaš? Ker recimo jaz izhajam čisto iz povprečnega človeka, ne vem, mi povprečni ljudje slišimo ena in ta isto pesem na radiju 100-krat na dan, pa je potem ne moremo več slišati, ker nam gre na živce, ker se jo naveličamo, ne? Kako se pa ti naveličaš, ker pač slišiš milijonkrat, ne? Ja, že preden pride na radio, slišiš dostikrat. Pa ne vem, vse muzike se ne moš naveličati, naveličaš se pa lahko ljudi, s katerimi delaš, ne, ker pač recimo, če snemaš nek komad, ki veš, da je obsojen na to, da bo v enem predalu obtičal, pa da z tega ne bo nič in pol ti tam nekaj komplicira, nekaj hočeš še popravljati, pa nekaj še ne vem kaj, pa si pač svoje misliš, pa pač ne, vse kaj dosti pa se niti ne splača. Boljše, če si svoje misliš, no, pa tako malo slalom voziš med njimi, pa prideš lepše skozi, ne. Ogromno slovenskih, ogromno tujih glasbenikov si spoznal, zato bo logično moje naslednje vprašanje. S kom je mogoče kdaj bilo težko delati, v smislu, da je bil tečnoba ali pa da je bila kakšna arogantna diva, recimo, ne, če lahko v Sloveniji govorimo o divih, pa saj nisi delal samo v Sloveniji. Ali pa recimo s kom je zmeraj lepo delati, z lahkoto delaš, ker je, ne vem, dobre volje, ker je sproščen, ker se zabavaš. Izstopajo recimo kakšni primeri? Poimensko to... Pohvališ verjetno lahko poimensko. Če že grajati, ne? Ja, recimo en primer, ne. Oto Pestner je enkrat posnel 2 komada in je bil v studiu 40 minut. Kar pomeni v nulo, kot se reče, ne? Ja, 2-krat je zapel, je rekel, prvi je bil že dober, ni bilo nobenih pripomb, ne. Pol je rekel, bom še enega, da boš imel za rezervne dele, če treba kaj zamenjati, ali če kakva fraza mogoče ne bi bila. Se pravi, vsak komad je zapel 2-krat, pa je dal plašč gor, pa Marela vzel, pa je rekel nasvidenje. To je recimo, si misliš, wow, ne. Ne, drugače pa ja, vse pol skozi leta se to prefiltrira, pa na koncu potem delaš s tistimi, ko rad z njimi delaš, pa se čutijo, ne. Tako da v bistvu zdaj nekega heavy metala, pa narodnjakov, pa takih stvari, to ne več, ne.
nekako bolj te jazz, pa etno, pa recimo Karmina Slovenika že skozi, ne, odkar so. To so pol taki. Zdaj, glede na to, da si delal tudi z zelo znanimi imeni, ne vem, kakšen primer bi ti zdaj dala, od Siddharte do kaj jaz vem koga. Mislim, spoznal si veliko slovenskih estradnikov in estradnic, tudi posameznikov ali posameznic. Z nekaj se mi zdi, tak vedno dvom obstaja, ne? Ali ima Slovenija sploh prave estradnice ali estradnike ali ne, ali smo premajhni, v tem smislu, ker pač prava estrada so milijonska publika in milijonsko oboževalstvo in tako naprej, milijonske plate. Majhni smo in ne prenašamo elite, ne? To je že, hočemo kar biti isti, ne? Kot pa nekdo, ki je nekje, ne? Robbie Williams, ja. Nekaj dosega, mi prvi pade na pamet. Ne, govorimo o naših, ne? Ja. Kaj je že bilo vprašanje? Če imamo prave estradnike. Ja, mislim, da ja, seveda. Mislim, kako jih ti ocenjuješ? Ti Ja, bi lahko bil stric iz ozadja estrade. Pa imaš novi nadimek. To so te, ki preživijo, ne? Ki se profesionalno s tem ukvarjajo, ki vlagajo ves svoj čas v to in imajo tudi temu primerne rezultate, ne? Kaj zvem, ja, Siddharta, pa Dan D, pa ne, če vzamemo rock bende, ne. Ne vem, Predin, Kreslin se držita že, koliko let je to, 40, ne? Jaz bom rekla več desetletij. 40, ja, če se ne 30, so oni 40, ne, že na sceni pa, ne, pa se držijo, ne. In ti z njimi, pravzaprav skoraj iz svojih začetkov in od tam izhaja nekako ta tvoja zgodba v srednji šoli, Lačni Franc in Zoran Predin in še do danes ves ta čas. Ne, jaz nisem bil v Lačnem Francu. Delal z njimi? Ozvočeval? Ja, bil sem njihov tonc, No. ampak ne v srednji šoli. Aha, potem so me malo zavedli. Ja, ne. V srednji šoli sem hodil na njihove koncerte, ne. Se pravi, najprej oboževalec, potem vse ostalo. Ja. No, kakšna je ta zgodba? Potem pa kot ozvočevalec, teda sem potem še to zadnjo njihovo živo ploščo tudi snemal, to smo še skupaj delali. Pol je pošel Zoran čez Trojane in se je začel bend rahlo potapljati in no se pol je pa Zoran ta Gypsy Swing pa to, ne, tu pa potem, pol smo pa bend naredili, no, pol sem pa začel tudi igrati z njim. Kje vse si z Zoranom igral in kakšne so vajne, pravzaprav tudi prijateljske vezi, pa bova takoj po premoru, da nekaj ostane malo mrvice. Sva nazaj čez nekaj minut. Tako, oglasi so za nami in smo v dialogu z skoraj, da bi lahko rekla, ne bom rekla, ker mi boš zameril, Danilom Ženkom, ampak hotela sem reči, da nekom, ki je najbližje Zoranu Predinu, da ne bom zdaj direktno primerjala. Zelo ste si blizu, veliko let vaju veže, skupne glasbene poti, prijateljstva, osebnih in, bom rekla, poslovnih projektov. Kaj vse se je nabralo v tem času? Koliko je to spominov, koliko je to zgodb, resnih, smešnih, neresnih? Resnih zgodb ni bilo prav dosti, ker to je, mislim, ta naš bend, ki smo ga imeli, mi smo tudi v kombi skupaj pasali, ne, to je bilo vedno veselo. Plošč je bilo... ne. Mi gremo ob 10 spat, mi smo stari prci, v pidžamo pa v posla, tako da to... Ne, hecam se. Plošče pa bilo enih 10, ja, se mi zdi. Z Zoranom sta bila res veliko skupaj, ogromno projektov sta skupaj počela, ne vem, osebnih, prijateljskih zgodb, glasbenih podvigov, resnih in neresnih primerov in doživljajev. Koliko je teh zgodb, zagotovo je veliko spominov, če jih nekako zdaj strneš. Nekaj zabavnega bi hotela. Hočeš najbolj zabavno stvar s Predinom? Bili smo skupaj na morju, na Hvaru in seveda smo ga pili in na bližnjem drevesu so se škržati abnormalno drli, ne. In Zoran je kocke leda metal v tisto, mislim, da je bila smokva, da bi vtihnili in to cel večer tak, ne. In potem... Torej ni zadev?
Ja, niso vtihnili, ne, valjda, da ne. In potem zjutraj, ne, smo malo tisto pospravljali, pa je Zoran tam, ko kup nesreče sedel, pol pa Barbara rekla, pa kaj boš ti kaj pomagal, kaj da to pospravimo? Pa je rekel, ja, zdaj grem one lede pobrati. In to je zelo počasi, jih je šel pobirati verjetno. Ja, jaz sem mu potem rekel, da ko ne bom mogel več peti, da pa lahko gre kam noseko narekovati, ne, ko bo črke, ne, kresal. Se pravi, toliko... Ja, dosti je bilo plošč, dosti je bilo koncertov, dosti je bilo, za dosti krajev v Sloveniji sploh nisem vedel, da obstaja, ne, ko smo pač igrali tam Bogu iza leđa, ne. Turneje, dvakrat Irska, pa Francija, pa bivša Jugoslavija, ne, Skopje, ne vem, Sarajevo, pa tako. Kakšen človek moraš biti, da si lahko pravzaprav glasbenik v tem smislu, da ti ni, ne vem, da se ti ne zdi težava usesti v avto, usesti v kombi, usesti na avtobus, no kasneje potem tudi kakšno letalo ali pa kakšna ladja, ampak hočem povedati, biti vedno v isti družbi, biti nestanovitnost življenja je, ne, tak, ni stalnic, pa je stalnica, ampak ta stalnica je samo glasba ali pa samo ljudje, ki so iz istega benda, recimo, ne, to mora biti ena posebna vez ali pa ne vem, dovolj formatike. Ja, zdaj, če cilaš na Predina, pol Predin kar menjuje te bende, tako da tu se nismo imeli časa naveličati, ne, ker je skozi nekdo ali nekdo ni več zaradi kakih razlogov ni več igral, pa potem drugo leto, pa to... No pa si tudi v tvojem življenju je bila glasba ves čas prisotna, ne, pa veliko si z doma bil in si še vedno. Ja, to je pa pač, mislim, zdaj malo bliže Ljubljani je bilo fajn stanovati, no, kar se mene tiče, ker jaz mislim, da večkrat grem čez Trojane, kot pa čez Dravo, je. Tu v Mariboru se ne dogaja kaj dosti, ne, se pravi, ta fama še zmeraj velja. Pa se mi zdi, da eni so pa kar veseli, če grem jaz v Ljubljano, da imajo tu mir pred mano. Ok, uvodoma pa sem vendarle povedala, da si med najbolj znanimi mariborskimi ozvočevalci. Zdaj to pomeni, da delaš praktično na vseh večjih prireditvah, da delaš praktično na vseh večjih festivalih, ne. In zdaj seveda je med njimi festival Lent, ki si ga brez tebe, ne vem, če si ga sploh kdo zna predstavljati in od organizatorjev in od nas, ne. Se je kdaj in kolikokrat se je zgodilo, da nisi bil zraven? Zadnji 2 leti. Jaz sem začel s prvim festivalom in končal s 23. In potem je glavni oder odplaval po Dravi in jaz sem pa šel čez Trojane. Ampak okej, zdaj to delajo drugi ljudje, ki so moji učenci iz šole tonske tehnike in poskrbim, da imajo, prinesem kakšne svoje mikrofone, pa da te prireditve naredijo tako treba. To pa, ja, mislim, jaz se čutim kot Lent, ne, valjda, ne, pa teh prvih 10 let Lenta je bilo, se mi zdi ta pravi, ko je Lent rastel, ne, ko je bilo vedno več nekih zvezd, pa vedno večja tribuna, vedno večji oder, vedno več opreme, to tako, mislim, fajn je bilo, ne. Zdaj odra na Dravi res že nekaj let ni, pravijo, da bo spet, ne? Ja, pravijo, da bo spet, samo pol bi se že zdaj kaj videlo, ne, verjetno, ne. To ne vem, nisem arhitekt. Ja, jaz upam, da bo. Verjetno je pa kar bistvena razlika, ali recimo je oder na Dravi ne samo za občinstvo, ne samo zdaj zaradi tribune, ampak tudi zaradi ozvočevanja, ne, ali je oder na Dravi, kjer pač pravijo, da voda nekaj odnese, ne, pa po zraku to drugače kroži, ali pa je recimo glavni oder na Trgu Levna Štuklja, kjer so same stavbe okrog, ne. Z tvojega stališča ali pa stališča ozvočevanja? Ja, lažje je ozvočevati na nekem prizorišču, ki je obdano z nekimi stenami, to ja, ker tam res gre vse stran, zvok se ne verjame. Ampak okej, vse to smo pogruntali in zadnja leta je bilo v redu. Pač del zvočenja je bil pod tribuno in je streljal gor, ne.
Kakšni so pa recimo tisti res najtežji pogoji za ozvočevanje? Zdaj pravijo, da je bistvena razlika, ali imaš glasbenike, ki samo igrajo, ali imaš glasbenike, ki igrajo in pojejo, ali je samo a capella, recimo samo petje, ali je, ne vem, na odru 50 ljudi ali pa 3. Mislim, to ni težava. To je težava, če dela nekdo, ki se spravi ozvočevati z vrst glasbe, ki je ne pozna. Ne. Tu se mi zdi problem določenih ozvočevalcev, ker so ponovno to neki stari rockerji, ne, in pol pride na oder violina ali pa flauta ali pa oboa ali pa to in pol je panika, ne. Ampak ne bo pa odstopil od tega, da pa so bobni 3-krat preglasni, ne. To je klasična napaka, ne? To je to. Mislim, da bolj problematične so dvorane, zato ker se dela v športnih dvoranah, ki arhitekt verjetno ni razmišljal o tem, da bo tam noter pa še kak koncert, ne. Recimo Zlatorog v Celju, ne. Tam je tako odmev noter, kot v Škocjanskih jamah. To se res težko naredi. Pol, če nabito polno je ok, je malo boljše, ne? Ali pa smo ugotovili, da če je sneg na strehi, da je tudi boljše, zato ker potem je ona pločevina pri miru, ne vibrira zraven. Ne? Drugače pa, da bi pa zdaj rekel, da je neka zvrst težja, ja. Po eni strani mogoče klasika je težka za delati, ampak v partituri piše vsa dinamika in ko ti enkrat orkester zbalansiraš, je to, ni treba nekaj, ne. Pol je težje delati enega, ko nima posluha, pa skrivati njegove fušarije, da ne bo folk preveč trpel. To je težje, no. Če rečem, torej, moram zdaj najprej uvodoma povedati, da si pač ozvočeval marsikje, ne samo v Mariboru, seveda si povedal čez Ljubljano, tudi v italijanski operi, če se ne motim, Mariborska opera, tak ali tak, in podobne zadeve, ne. Ampak zdaj, če rečem, spet povezovanje z mojimi viri, če rečem Cankarjev dom, pulover koncert, kakšna zgodba je za tem in na kaj se spomniš? Jaz sem v Avstriji pobral en pulover od žlahtnika, ki ga je hotel stran vreči, ker je čisti hipi pulover, ne, in je tak pisan, da škoda, bi ga sabo prinesel, ne. Ker ga še imam. Sem obljubila, da bo presenečenje. Ja, in pol je cel koncert je Zoran pikal s tem puloverom, ne. V vsaki napovedi se je znašel nek pulover, ne, in no in pol na koncu sem se tisti pulover oblekel in sta me Julija in Živa tako pod roko sta me gor pripeljali na oder in sem pokazal moj lepi pulover. In še obstaja, ni še zavržen? Ne, še obstaja, ja. Prav, greva naprej. Zdaj, ker si seveda znan kot tonski mojster, si razvil tudi svojo, bojda posebno šolo tonske tehnike, ki je opremljena z veliko prakse. In zdaj najbolj me zanima, kdo je lahko tonski mojster. Mislim, najbrž ne more to biti kar kdorkoli, ali je lahko. Predvsem pa me zanima, kakšen učitelj si, ker v strogi vlogi si te ne znam predstavljati. Ne, se ni treba, mislim, ne rabiš biti strog, to je. Pač mi imamo tam, zdaj malo me je cuknilo, ko si rekla, da imam posebno šolo. Skratka, gremo čez teorijo in pol prakso in v praktičnem delu pač dobijo učenci več stezne, več kanalne posnetke, ki jih miksajo raznih zvrsti, to je od pevskega zbora pa do big banda pa do narodnjakov pa džeza, v glavnem vse. In tu se zdaj pokaže, da so ljudje zelo neizobraženi, kar se tiče poznavanja inštrumentov, ker mi nekdo dvigne bariton saks, pa ne ve, da je to sploh saks, pa reče, ja, da zlate barve je, ampak ne vem čisto točno, kaj to je, ne. Se pravi, naj bi bil tonski mojster, ki dela z glasbo, ker imamo tudi taki, ki delajo samo z govorom, ne, recimo zdaj, ne, ta trenutek, ne. Naj bi poznal vsaj inštrumente, kateri so pa glasbene zvrsti, pa to mislim, da tu se, pa tudi v osnovni šoli pri glasbeni vzgoji, da je to premalo, ne. Recimo,
Meni je mama dala za poslušati, LP smo imeli Peter in Volk in tam je oboa Račka, ne, in jaz zdaj, ko delam simfonike, pa se oboa oglasi, jaz mislim, evo Račke, ne, in to ti ostane, ne. Pol sem dal hčeri CD Peter in Volk, da bi ga vrtec nesla, pa je rekla, poslušali smo 2 minuti, pol pa so dali poslušali neko koruzo, ne vem kaj, ne. In tu se malo škoda dela, no, to se mi zdi, ne. Se pravi tudi v šolah, se pravi, ne? no, tonski mojster bi mogel fajn je, če je glasbenik, ker to je delo z glasbeniki in moraš govoriti njihov jezik, ne. Moraš vedeti, kaj je tretja ali pa četrta doba, ker boš tam ga vrezal ali pa, ne. Posluh, ne, se ne more nekdo intonacije popravljati nekomu, ne, če nima posluha, ali pa če pa nima, pa je nujno, da ima ob sebi še glasbenega producenta, ne, to je recimo praksa na RTV-ju, ne, da tehnik gleda na kazalce, ne, če je vse v redu, en zraven pa posluša, ne. Pa smisel za tehniko, ne, treba pač en kos fizike treba razumeti, to valovanje pa zvok, to mora biti jasno. Pa resonanco, pa valovno dolžino, toliko se še spomnim, več pa že... Ja, pa likvoti, ne, pa časovni zamiki, pa tak naprej, ne. Zdaj samo za primerjavo, ne, nam, ki si ne znamo predstavljati in gledalcem in gledalkam, ki si ne znajo predstavljati, s koliko gumbi ti upravljaš? Je to, ne vem, 100, je to 500? A ne, včasih jih je kar več, recimo zdaj eni koncerti, kaj pa vem, recimo na Kongresnem trgu simfoniki, ko so dali 2 orkestra skupaj, smo imeli 96 kanalov, 96 mikrofonov, 2 mešalni mizi skupaj zvezani. Mešalna miza je pa 1 meter dolga? Ne, mešalna miza je pa kar 350 kil in mislim, da je 2 metra dolga, se pravi 2 taki, pa na eni je, na enem kanalu 50 knofov. Krat 96. Ampak pri vsakem gumbu piše, zakaj je, ne. Pa na vsakem kanalu je isto. Torej, če hočeš biti tonski mojster, moraš znati brati. Ja. Prav, greva naprej. Ker te poznamo po tej vlogi, te pa morda malo manj poznamo po eni drugi vlogi, ki se ji reče pravzaprav producent v tem smislu, da delaš tudi sinhronizacijo dokumentarnih filmov, animiranih filmov, po domače rečeno risank. In zdaj najprej veliko tega pobere pod narekovaj spet Ljubljana, ne, ko si rekel, da je treba pogosto hoditi čez Trojane. Veliko tega, kar recimo lahko gledamo v kinematografih, poberejo velike agencije. Koliko je tu sploh prostora za eno mariborsko, pod narekovaj, manjšo ekipo v primerjavi z večjimi, v primerjavi s konkurenco? Mislim, zdaj ta Ljubljana, se to v mene ne moti, ne. Recimo, Beatli so šli takoj v London snemati, ne, pa so z Liverpoola, ne, in so takoj potem tam živeli, ne. Vse je jasno, ne, da se tam več dogaja, da se tam več zgodi, da če delamo čez Ljubljansko agencijo, da si tam tudi več tega razdelijo posla, ne. No, to zadnjo risanko smo zdaj dobili, ker je v glavnem v ekipi so sami glasbeniki, ne, in je lažje pesmice delati, ne. Ker pač jaz bolj glasbenike poznam in to ekipo, ko sem delal, ne, za risanke, sem pač iz teh krogov, ne, in kar je dobro, ne, ker je pa res, da včasih na televiziji slišiš kako petje v kakih risankah, da Bog pomagaj, ne. To je eno, drugo pa je, da me tudi starši dostikrat sprašujejo, kdo sploh to dela in kdo sme to početi ali pa kdo lahko to počne. Zakaj? Zato, ker je velikokrat se pritožujejo, vsaj v naših krajih, se pravi štajerski starši se pritožujejo čez to, da je ogromno ljubljanščine, medtem ko bi recimo pričakovali pravilno slovenščino, ne pa narečje, ne. Ja, vse isto so nadaljevanke, ne, ki so v ljubljanskem, ne, narečju. Nekako ne gre skozi, ne. Se pravi, če bi pogledal nazaj v nekem filmu, v nekih nadaljevankah, je bil Štajerc ponavadi en pijanček, ne, ali pa Dolenc, ne, to so te karakteri, ne. Ja, ali pa kmet. Ja, ali pa kmet, ja.
Delavec bi še morda šel. Ja. Ampak hočem reči, obstajajo v Mariboru tudi kakšne audicije, ker ljudje me sprašujejo, kam naj človek gre to poizkusiti, ali je možno preizkusiti se. Ja, seveda je možno priti. Samo sistem je pač tak, ne, ko dobiš novo stvar za delati, moraš potem te igralce ohraniti čez vse sezone in tako da novi ljudje lahko pridejo noter z novo risanko, ne, pa kaj boš pol staro ekipo razdrl zaradi tega, mislim, ne vem. Je nujno, da so glasbeniki, je nujno, da so igralci, če zdaj recimo primerjamo spet ta hollywoodski stil, kar vidimo v kinu, ne vem, ko jemljajo tudi zelo znane pač hollywoodske obraze, od Angeline Jolie do Toma Hanksa in podobnih, ne, ponavadi so igralci. Ja, ker je velik budžet, ne, pri nas pa tega ni, ne, tako da to delamo čisto na amaterski bazi. In je treba pri tebi upraviti audicijo in si strogi? Mislim, upraviti audicijo. Se veš, ne, slovensko treba znati, ne. Zborno. Ja. Zdaj, glede na to, da ti ne samo, da poskrbiš za produkcijo, tudi kdaj se sam preizkusiš v kakšni vlogi. Zdaj, ali so to vloge, ne vem, v risankah naslovne vloge, ali so moške vloge, ali so pa glasbene vloge? V glavne moške vloge, ja. Se dobro počutiš v takšnih vlogah? Ne, jaz to flikam, zato ker včasih koga ne dobim, pa kar sam posnamem. In ni mi fajn, sploh svoj glas poslušati mi je ogabno in nočem nobenega zraven, to pa jaz ponovadi pol po noči delam, ko vsi spijo, da me ja ne bi kiri zaloto, da sam sebe snimam za neko resnico. Ja, zdaj je takole, jaz sem prvo kot prvo napovedala izzive, drugo kot drugo napovedala presenečenje in tretje kot tretje, pač pred kamero sva, kar pomeni, dobiš prvi izziv. Zdaj pa, ker si glasbenik, bo to tvoj izziv. In sicer to je en tekst zelo znanega intra, kar pomeni glasbenega uvoda v eno izmed risank, s katero smo mi odraščali. Najprej mi pove, če ga poznaš, če ga prepoznaš, ga ne. Ok, z uvodom lahko pomagam. A ja, Gasilec samo, se piše. Ko zasliši zvok siren. Ja. Izvoli. Ne znam melodije. Ne znam melodije, res. Se to je melodija. To je melodija, 2 tona. To je začetek. Ok, pol, ja lahko ponavljam za tabo, če hočeš. Res ne bo šlo? Zasliši zvok siren. V redu? Šine kakor spodboden. Še enkrat? Šine kakor spodboden. Ne morem, nimam. Razočaral si nas, ne moreš biti gasilec samo. Ne morem biti, evo. Veš, da večina, nič, ne, tiho. Prav, samo naj gasi, Ženko bo pa zrihtal, da bo lepo slišati, ne? Tako kot se reče v Mariboru. Da se rima. Ja, vidiš. Zdaj, zanimivo je to, da kadar Mariborčani govorimo, tudi če se trudimo, se nam zgodijo ti eji, oji v narečju. Zakaj tega ne sme biti? Konec, ja. Ali pa dobro, ta je najhujša. Ne, najhujši je nohet. Kaj se recimo, kako, se ne vem, niti oblikovati vprašanja, kako ti to slišiš, odkot ti to slišiš in kako moraš biti pravzaprav izurjen, da si zmeraj prisoten, da zmeraj popravljaš, da opozarjaš na te napake? Jaz to slišim zato, ker mama bila z Ljubljane in tudi oče je govoril bolj po primorsko kot pa po štajersko, ker so bili v bistvu iz Vipave. In mi doma nismo klatili po štajersko, tako jaz rečem teta, malo se mi včasih kdo kaj norca dela za hrbtom. Zaradi širokih ojev? Ja, tako da me zbode, če slišim nekoga, ki to, sploh pa mi gre na živce, če politiki ne znajo govoriti slovensko, to je pa res grozno. Ko je ravno aktualna tema. Tako bova rekla, s tem samotom sem upala, da bova prebila let, če že nisva uspela pogasiti, ampak vendarle pridemo na tisti del, ki se mu reče malo bolj osebne teme. Tisti, ki te dovolj dobro osebno poznamo in spet so mi kaj prišepnili, vemo, da imaš mnogokrat težave z avtomobili.
Ali misliš, da ti je neusojeno, ne vem, z jeklenimi konjički se dobro razumeti, zakaj te avtomobili jezijo? Jezijo. Jezijo? Zdaj me bo pa popravljal, ne? Dobim nazaj vse tiste izzive. Zakaj se ti to tako pogosto dogaja in kakšne so te zgodbe? Nekaj je smola, nekaj pa to, da mogoče bi pa mogel res večkrat na servis iti z avtom, ne. Zdaj pa dokler se še lahko pelješ, pa se bom že, ne, pa to, pa res ni časa, jaz sem res ful zaseden, ne. Jaz sem zdaj v septembru in oktobru izplunil 26 risank, pa enih 6 masterjev za plate, 200 šle v tujino, ena v Pariz, ena v Graz in ki imam pol še tam na servis, pa Površno. Včasih se peljem, pa mi nula, kaže že tudi nafta, ali pa benzin, ne. Pač en del mene je šlampa, no. Prav. Ja. Po oglasih pa bova razkrila recept, kako naj se naslednjič, kdorkoli se bo pakiral za na dopust, ne, in to, ker so svojo družino, se bo ravnal po tebi, bomo ugotovili zakaj. Se vidimo čez nekaj minut. Tako, dobrodošli nazaj. Obljubila sva recept, kako naj se nekdo spakira in vso družino pripravi za na morje. Zakaj sem rekla recept? Zato, ker je bojda možno v enega malega Twinga spraviti sebe in vso opremo za ozvočevanje koncerta. To pomeni in mešalno mizo, in kakšne zvočnike, in še kakšne podaljške. Vemo, pri kateri zgodbi smo? Spet so mi jo prišepnili, nekaj je pristalo na strehi. In Twingo je bil sposojen, ne tvoj. Ne, ni bil Twingo. Ni bil Twingo, so me pa narobe informirali. Ne, to je bilo pa leta 2000, ja. To je bilo leta 2000, ko so napovedovali, zdaj moram hitro povedati, ker je ful dolga zgodba. Napovedovali so konec sveta, ne, kao tam bo neka ptica prišla in bo konec, ne. In jaz sem tik preden je bil tisti konec sveta, ne, sem po nesreči pobrisal, ne vem, 28 skladb nezmiksanih, pripravljenih. Pol nam je strela vžgala v hišo, je televizija šla pa video rekorder, pol smo šli pa na morje in nam je avto zakuhal in smo prikolico, bicikli, 3 froci, ono vse, do Celja smo prišli, do Lopate. Pol pa nazaj, pol pa v ženin avto, ki je bil pod Talbot, ne. In pol svoje kolesa smo pustili doma, ne, smo se vsi noter natrpali pa na streho stvari, pa k dežju se je pripravljalo in smo potem še tiste torbe na strehi dali v vrečke za smeti, ne, da se ne bi zmočilo in smo prišli do Vrhnike. Tam pa potem gumo menjaval in kolesa nisem mogel dol odviti, ker je bil ključ pobran in pol sem štopal in mi je dal ključ in ko sem rezervo ven vzel, ki je na dnu prtljažnika, je bila rezerva prazna. In pol sem pa samo še srbsko govoril. Ampak odlično se žena, ko sem umirila otroke, ti tiho vojte, niti besede, ker to je pa zdaj zelo hudo. Če ti recimo 12 ur smo rabili do Pule, smo rabili 12 ur. Če ti recimo kovina, jekleni konjički, niso najbolj usojeni, potem ti gre bistveno bolje na 2 kolesih, še bistveno bolje ti pa gre peš. Govorim seveda o tvoji drugi ljubezni, poleg glasbe, in to so hribi, to je pohodništvo, to so gore. In nedavno nazaj si celo Himalajo osvajal. Kako je bilo? Ja, to je čudovita izkušnja. Predvsem zaradi miru, ki ga imaš tam in zaradi ljudi, ki so drugačni, kot smo mi tukaj, ker so domačini, ne, ker so enostavni, ker so skromni, ker vidiš otroka, ki ima na eni nogi Crocs, na drugi pa All-Starko, pa tako sveča ima, dol mu teče, pa zažgana lica od tistega sonca in se režijo in se igrajo tam in se imajo fajn in pol prideš domov in vidiš v te s polnimi vozički v trenerkah, ki so nezadovoljni, čakajo v vrsti in si misliš, kam sem za to prišel. To je pol posledica. Drugače pa hribi zato, ker je tam smrtna tišina. Ki jo verjetno rabiš ob vsej tej glasbi, ne? Na eni taki, ne vem, 10 ali pa 12 urni turi pokuriš vse
kemične in psihološke odpadke, ki so se nabrali v tebi. In ker si na vrhu potem samozavesten in potem drugi dan zavihaš rokave in gremo, ne, je čisto drugače, kot pa, ne vem, ležati na kavču, no, ali pa, mislim, se to je tudi fajn, ne. Z tega stališča nisi tipičen Slovenec, ker za morje torej raje izbereš gore ali pa hribe, kot pa morje, se pravi, za dopust izbereš raje. Ja, v hribih se zvečer fajn spi, ne. Fajn je v tej poletni vročini se zvečer dolge rokave obleči, to je super. Ne. Govorim o torej različnih ljubeznih, glasba je ljubezen, gore so ljubezen. Naslednja, verjetno zelo posebna ljubezen je tudi do živali, ki se je začela že pri tvojih zelo, ne vem, najstniških letih v osnovnih šolah, tam hrčki in zajčki in ne vem, kaj je še bilo. Danes pa psi, ne? V enem trenutku sem imel 12 hrčkov. Imel sem samca in samičko, ne, pa sta se pa imela rada in jih je bilo kar naenkrat 12. So jih potem prodali tam Florina ali kaj, nekdo je to odkupoval, oziroma ali smo šenkali, se ne vem. To. Ampak danes pa sta 2 psa. Pa pse pa skozi, ja. Danes imamo 2 psa, ja. No, človek bi potem rekel, da je veliko ljubezni še na razpolago in na rezervi. Posebna ljubezen je zagotovo tudi ljubezen do otrok in zdaj me zanima, koliko si, bom rekla, teh svojih genov podaril naprej, glede na to, da je verjetno bilo tudi veliko spodbude, veliko skupnih vaj za uspeh tako daleč pripeljan, da je zdaj vendarle hči uspela v Celovec. Ja, se je sama bila zelo pridna. Je pa zelo fajn iti mimo otroške sobe pa ven slišati, ne vem, Take 5 ali pa kak drug jazz standard, pa ne, pol tako poboža, ne. Drugače pa ja, vsi so nekaj igrali, ne. Pač treba jim je dati na razpolago, ne, jaz tudi nisem nekaj hotel vplivati na okus pa to, pa se je tako slišalo ven, ne. Heavy metal, pol pa Vivaldi, pol pa neka srpska folklora, pol pa ne vem, kar ne. Tak, doma celo paleto, tako da si pozberi, kaj ti paše, ne, in pol že sami prefiltrirajo, ne, kar je, ne. Še 2 osebni. Prva je, da k vsem tem svojim vlogam in ljubeznim kmalu pride še ena in to je vloga, ki se ji reče dedek. Zdaj me pa zanima, če že imaš pripravljene kakšne uspavanke, otroške pesmice in podobno na repertoarju. Ne, tu jaz vidim bolj sprehode? Ne, dajmo zdaj flumaster pa greva po stenah pisati, ne, ker to se mora naučiti, ne. Ne, na ta način. Tako da se bojo malo jezdi, pa to me tudi Zoran je, ne, ko je rekel, ne sesat, ne vnuku, ne, se bo mama to, ne, ali pa ata, ne, se to bojo vse naredili, ne. Se pravi, ničim ne bo prihranjeno, ne? Sva. Drugače pa ja, rukzak pa gremo malo v gost, pa malo na kaki hribček, pa na sonce, pa tako, to pa ja. Čisto za konec pa mogoče en tak moto ali pa misel ali pa nekaj, kar tebi pravzaprav daje moč, ker vemo, da kot glasbenik, kot producent zelo malo spiš ob čudnih terminih za normalne ljudi, lahko sploh spiš, se pravi, kaj te drži pokonci? Jaz lahko zaspim, zdaj se tu naslonim, pa bom spal, ker... Če ti bomo dali prosto. Ja, skozi smo malo minusa pri spanju, ne. Moto, kaj? Kaj te drži pokonci? Mene, kaj drži pokonci? Rezultati pol. Se pravi, splača se truditi, ne obupati. Včasih je res, včasih je težko, včasih je treba kar prežvečiti, kaj težko, pol pa, ko vidiš rezultat, ali reakcijo ljudi na koncertu, ali ne vem, ploščo, ko poslušaš, pol pa pozabiš na vse tisto, pa si dobre volje. Ne. To je to. Ja. Bodi dobre volje še naprej. Hvala, da si bil tudi z nami dobre volje. Hvala lepa. Pa. Tudi vam bodite dobre volje tudi, kadar ste z nami vsak ponedeljek ob 20. v Dialogu. Na svidenje.